Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360. Spremljate oddajo v središču, vodim jo Brigitte Ferlič. Referendum že poteka oziroma predčasno glasovanje, finiš bo sledil v nedeljo. In prav o referendumu bo tudi danes tekla beseda, zato smo goste povabili podžupana ljubljanske mestne občine, gospoda Dejana Crneka, sodelavko službe za organiziranje dela mestnega sveta, Polono Zupan Klopčič, mestnega svetnika Piratske stranke gospoda Jasmina Feratoviča in Klemna Fajsa iz civilne iniciative za Štepansko naselje. Lep pozdrav. Cilja. Civilne iniciative za Ljubljano. Tudi Cilja. Najprej je bila civilna iniciativa za Štepansko naselje, potem se je pa ta civilna iniciativa, nekako so se pridružile tudi druge, ali kako je bilo s tem in je zdaj nastala malo širša organizacija civilnih iniciativ, Cilj, civilna iniciativa za Ljubljano. Ne? Drži. Torej, da začnemo s tem referendumom. Referendum je ali ni pomemben? Gospod župan Zoran Janković je dejal, da referendum ne spremeni ničesar. Gospod Fajs, kako odgovarjate županu? Ja, referendum je tukaj ključnega pomena. To je najvišja oblika ljudske demokracije in brez tega ne moremo imeti normalno funkcionirajoče družbe. Odlok ni bil umaknjen, mi bomo to dokazovali tudi z vlaganjem pobude za oceno ustavnosti, ki bomo vložili jutri. Pač vekoliko bi prišlo do umika odloka, če bi sprejeli ta narativ, bi to pomenilo, da naenkrat na referendumu ne moremo zavrniti odlokov več, to pomeni, da ni moratorijev, se pravi, z zavrnitvijo na referendumu se mestnemu svetu zveže roke pri odločanju o tej zadevni materiji do konca mandata. In to hkrati daje pač mestnemu svetu motivacijo, da je bolj previden, ker sprejme odloke, da pomisli, kakšne so lahko posledice za implementacijo njihove politike, njihove agende. In če oni lahko kadarkoli samo umaknejo, se s tem povsem izmaknejo kakršnikoli odgovornosti do svojih volivcev, do prebivalcev Ljubljane. Tako da ja, referendum je, bo, mora biti in ja, mislim, da bomo tudi uspešno zavrnili ta odlok. Gospod Crnek, referendum je, mora biti, mestna občina meni drugače. Ja, torej, mi smo v mestnem svetu 1.6. umaknili ta odlok, ravno zaradi tega, ker nekako, ker je rečeno, da smo videli, da mogoče ni po večini zadovoljiv nekaterih ljudi in da se izognemo razpisu referenduma, predvsem iz vidika pač stroškov in iz vidika tega, da mora zdaj toliko in toliko ljudi delati to. Ampak smatramo, da je bilo to čist normalna poteza, ki smo jo lahko naredili. Pridobili smo tudi pravno mnenje za to, da je pač to možno, je pa dejansko res, da je pa tukaj zdaj neka pravna praznina vsem tem, ker dejansko referendum ne odloča o ničemer. Ta trenutek, ali bo zavrnen, ali bo sprejet, kakorkoli odločitev je, ker ni materijo, kateri bi odločala. Ker se spomnimo, da referendum je bil točno napisan na 3 točke, na 3 podčlene, ki so bili v tem odloku, ki se nanašajo na parkiranje v pač soseskah. Zdaj se je pa to razširilo pravzaprav na vse drugo, samo o tem več ne govorimo. In tudi pravzaprav ljudje ne vejo, o čem sploh glasujejo ali ne glasujejo. Tako da z naše strani je pač referendum nepotreben, ker smo mi že takrat upoštevali voljo ljudstva in ta odlok umaknili in tega odloka ni več. Pa dajmo zdaj razčistiti, o čem pravzaprav ljudje pravzaprav na referendumu glasujejo. Referendumsko vprašanje se bo glasilo. Ali ste za to, da se uveljavi 4. člen odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju prometa v mestni občini Ljubljana, ki uvaja ureditev parkiranja v območjih sosesk, 15a, 15b in 15c člen, ki ga je mestni svet mestne občine Ljubljana sprejel na seji dne 23. marca 2026. Torej, gospod Feratovič, kaj zdaj pomeni, če nekdo na to referendumsko vprašanje odgovori za ali če odgovori proti, če to pojasnite volivkam in volivcem? Torej, najprej, da se navežem na gospoda podžupana, se pravi, ta odmik odloka je postal problematičen v tistem trenutku, ko so pobudniki
prinesli na mestno občino dokazilo o zbranih podpisih. Vi ste nam tudi v sklicu današnje oddaje posredovali pravno mnenje te iste inštitucije, ki je ocenila, da je umik odloka možen, kjer so te isti ustavni pravniki rekli, da se je situacija v tistem trenutku, ko je bil ta papir prenešen, spremenila. Ker ne gre več za referendumsko pobudo, ampak zahtevo. To je razlika. Torej, da se v tistem trenutku se mi kot mestni svetniki ne bi smeli več dotikati te materije, zato sem tudi sam zapustil dvorano v tistem trenutku. Zdaj, odlok je bil odmaknjen na sporen način in torej po določenih pravnih interpretacijah, tudi uglednih pravnikov, je seveda še vedno možno, da bi se pač naknadno ga uveljavilo oziroma da se to pravno praznino razčisti in tu imamo pač seveda težavo. Zato je treba iti na referendum, glasovati proti, da se ta del politike seveda zagotovo umakne, da se kasneje z nekimi pravnimi manevri ne da tega rehabilitirati oziroma mestnemu svetu podeliti možnost, da na naslednji seji enostavno sprejme nek nov odlok, podoben odlok in isto stvar uredi še enkrat na enak način, kot se to do zdaj že zgodilo. Tako da to je nujno, da se dejansko udeležijo vsi občani tega referenduma, ker se na tak način zagotovi tudi varstvo naših pravic. In naj še enkrat poudarim 14,000 podpisov, torej overjenih podpisov. Če pretvorimo prebivalstvo, Ljubljana ima približno 300,000 prebivalcev, to je, kot da bi pobudo na državni ravni podpisalo skoraj 100,000 ljudi. Se pravi 14,000 na državnem nivoju, kot da bi 100,000 ljudi. Kdaj je v tej državi 100,000 ljudi podprlo kak referendum? Nikoli. Največje številke so pol tega. Tako da to je res izjemen dosežek pobudnikov in mislim, da je to treba spoštovati. Daleč najmočnejša referendumska pobuda, čeprav zgolj na lokalni ravni, in to je treba spoštovati. Kako vam je uspel doseči ta izjemen dosežek in kakšna nevarnost obstaja potem za Ljubljančane, vkolikor ta vaša referendumska pobuda slučajno ne bi uspela? Mislim, da tle je to rezultat predvsem neposluha na občinski strani. Se pravi, mi smo začeli z našim nasprotovanjem ukrepom januarja in na nobeni točki nismo bili slišani. In potem, ker mi nismo bili slišani, tudi preostanek Ljubljančanov ni bil slišan in seveda je to, postalo neka spirala nezadovoljstva, kjer so se potem tudi vsi ti ostali problemi začeli odpirati. In ker je prišlo do tega antidemokratičnega poskusa umika odloka, to pač naenkrat ni bil več sam referendum o tem, kako bomo parkirali, ker zdaj ta referendum, se pravi, s tem odlokom občina kaznuje prebivalce, ki so po Zvetlu pridobili zemljišča. Na zelo nefer način, ker ljudje ponovadi po Zvetlu dobijo okrog 0,2 parkirišča na parkirno mesto in za njih občina zdaj smatra, oni imajo rešen parkirni problem, oni sploh ne bojo več dobili prve dovolilnice, če pa ne bo prostora v sosedski, pa sploh ne bojo dobili dovolilnice, kar je zelo, zelo krivično. In ker pa je občina zdaj umaknila odloka. Mi smo tudi pridobili mnenja od Pravne mreže za varstvo demokracije, od Ministrstva za lokalno samoupravo, kjer pravijo, obstajajo precedensi iz leta 2021, kjer je Ustavno sodišče odločilo, da je zakonodajalec ljudstvo v času referendumskega postopka in da pač umik ni možen. In ja, zato je pomembno, da pač se to razčisti, ker v tem primeru, če ne bo prišlo do tega razčiščenja, bo to okrnilo lokalno demokracijo za vseh naslednjih letih, mogoče pa ima tudi implikacije na državni ravni, kjer se lahko potem začnejo umikati stvari, namesto da se dejansko sooči z glasom ljudstva. Vprašala sem vas še, kaj če slučajno ne uspete z referendumsko pobudo, kakšna nevarnost obstaja za Ljubljančane, kaj jim grozi glede parkiranja in parkirnih režimov? Mislim, da to nam bo grozilo v vsakem primeru, če to uspe ali pa če to ne uspe, ampak mi smo na tej točki videli, da če se ne organiziramo, ne bo dobenega posluha. In edina moč je v tem, da stopimo skupaj,
se dejansko običajni delovni ljudje povežemo in da smo na katerikoli točki pripravljeni oblast klicati na zagovor, klicati na odgovornost. In pač ta referendum je eno izmed teh orodij. Zdaj mi bomo v vsakem primeru naprej delovali, rabimo več demokracije, ker smo zdaj ugotovili, zato bomo tudi zahtevali, da se o najbolj perečih vprašanjih Ljubljane, se pravi o parkirni hiši pod tržnico, o sežigalnici, o kanalu C0, da se o teh stvareh odloča na referendumu. Da dejansko ljudje rečejo, mi to potrdimo, mi bomo vsi nosili posledice vseh teh projektov, tako finančne, kot posledice za naše zdravje. In pač mi moramo biti tisti, ki to požegnamo ali pa to odklonimo. In na tem bomo delali. Gospod Crnek, gospod Fajs vas je izzval, ko je rekel, da mestna občina ni bila dovolj poslušna in to je zdaj nekako določena kazen za vašo neposlušnost. Kako je odgovarjate? Lejte, zdaj, kot že večkrat poudarjamo, večinoma govorimo več ali manj vsak svoje enako, ne? Zdaj, še enkrat moram povedati, da mi v Štepanjsko naselje nismo prišli sami od sebe, ampak smo prišli na povabilo prebivalcev in četrtne skupnosti in da smo eno leto prav pripravljali pač ukrepe za izboljšanje. In še enkrat povem, da je mnogo ljudi v Štepanjskem naselju pa zadovoljno bilo in še zdaj pišejo, da si želijo, da bi pač postavili nazaj red, ker ga zdaj spet ni, in spet imajo težave. Tako da to je ena stvar. Druga stvar je to, da če se je dobro prebralo odlok, je bila v odloku besedica, da lahko se izvajajo spremembe v soseskah, ne da se bodo, ampak da lahko. Torej, na isti princip, če bi soseska, četrtna skupnost, lokalna skupnost želela, da se nekatere stvari uredijo, bi mestna občina k temu pristopila na način, kot je bilo tukaj, z nekimi raziskavami, delavnicami in tako naprej, nikakor pa, da zdaj gre občina, bo narisala in bo rekla, zdaj bomo to. Nikoli, tega ni bilo nikoli rečeno in pravim, da pridobivanje tudi teh 14,000 glasov, kot je bilo rečeno, še danes to traja, ravno danes so prišli novi letaki v nekatere soseske za poziv na referendum in lahko rečem, da to, kar tam piše, nima veze z referendumom in je pač zavajanje referendumskega vprašanja. Kako odgovarjate? Ker vse drugo piše noter kot to, da gremo na člen ABC 14, tako da ne. In zato je pač seveda množica, nekateri so nezadovoljni, verjamem, da so ljudje nezadovoljni, se je v Ljubljani 530 avtomobilov na 1000 prebivalcev, kar je pač največ v Evropi, prihaja 140,000 avtomobilov vsak dan v Ljubljano in to urejati je seveda izredno težko, zato verjamem, da so in lahko spodbudiš, včasih so taki, v svetu, če tako želimo, lahko za neko manipulacijo spodbudiš ljudi, da ta svoje tudi nezadovoljstvo izrazijo tudi druge. In to, kar v teh letakih piše, nima veze z referendumom, tako da pač vse neka množica zdramla in bomo šli. Ste torej z manipulacijo spodbudili ljudi? Mogoče lahko odgovorim na to, kar je povedal gospod Crnek, z 3 točkami. Prvič, tle je občina ta, ki manipulira. Poročilo, ki je bilo izdelano, je navajalo poleg uvedbe parkirnega režima zagotavljanje dodatnih parkirnih mest, kjerkoli bojo nelegalna parkirna mesta ukinjena. To, da se prihodke, pobrane od parkirnin in kazni, vrne v naselje kot ločen vir financiranja in kup nekih naprednih ukrepov. Občina je tle vzela samo en ukrep in to je uvedba parkirnega režima in deljenje kazni. Tako da tle mislim, da je občina zlorabila to poročilo, zato da je lahko uvedla pač svoj finančni interes udejanila, ni bilo pa dejansko nobene pozitivne stvari iz tega poročila, ki bi bila upoštevana. Drugič, občina je kriva za to, da je 530 avtomobilov na prebivalca. Zato je, ker pač zavaja in manipulira s tem, kaj sploh je BRT, ga poskuša prekvalificirati v baterijski tramvaj, namesto v bus rapid system. In pač to je infrastrukturno povsem drugačno, se pravi ločeni rumeni pasovi, prioriteta na semaforjih in tako naprej. In oni bojo sami pač kupili daljše buse, ki bojo obtičali v istih prometnih zamaških in pač še vedno kažejo na manjko razumevanja problema. In tretjič, glede zavajanja, ponavljam, Zoran Janković je z tem nedemokratičnim ukrepom sam odprl to polje. Mi smo govorili o tangentnih problemih na parkirišča, se pravi o javnem prevozu, o parkirni hiši pod tržnico, ki je pač v bistvu tako zelo schizofren ukrep. Če hočemo zmanjšati število avtomobilov, zakaj vabimo potem avtomobile v center mesta in tako naprej, smo naslavljali te teme, ampak z tem antidemokratičnim
malo da ne šerifovskim manevrom, je pa pač sam odprl to polje, ki ga pač zdaj moramo nasloviti in pač se skupaj odločiti, v kakšni družbi želimo živeti. In ko bomo ta problem naslovili, če boste zmagali pobudniki referenduma, kaj sledi, gospod Feratovič, glede urejanja vseh perečih problemov v mestni občini? Če pogledamo te delavnice, na katere se občina sklicuje, torej da naj bi dejansko del ljudi iz Štepanjskega naselja celo zahteval tak režim, če jaz prav razumem, ne. Torej, mi kot mestni svetniki nismo, na eni izmed sej je bilo jasno postavljeno vprašanje, koliko ljudi je prišlo na te delavnice, kakšna je bila udeležba, ker Štepanjsko naselje je eno izmed najgosteje poseljenih naselij v celotni Ljubljani in urejati celotno naselje in politiko na nekem majhnem vzorcu seveda ni najboljša odločitev. Sami ste bili takrat prisotni na sestanku župana z občani. Mislim, da ste jasno takrat videli, da je več 100 ljudi stalo pred centrom Golovec in da je več 100 ljudi takrat bilo kar precej jeznih nad tem režimom in ogromno, ker sem se jaz takrat z njimi tudi pogovarjal, je bilo takih, ki so bili izredno razočarani in so se počutili ogoljufane. Govorimo naprimer o ljudeh, ki delajo izmensko delo, pridejo ponoči domov in enostavno nimajo kje parkirati, zjutraj jim je pajek pač odpeljal avto. In takih zgodb individualnih je bilo ogromno in dvomim, da so te urbanistične delavnice takrat zajele cel ta krog ljudi. In ravno to je najpomembnejše, da ko se sprejema neka politika, se zajeme nek najširši krog, se upošteva različne situacije, različne osebne situacije, ki jih imajo ljudje v tistem naselju in se seveda to sprejema v nekem dialogu z njimi. Meni se zdi, da je občina pač skočila na priložnost, da dodatno zasluži z pobiranjem kazni in parkirnin in da so pač enostavno šli na ta najlažji ukrep, ki pa je seveda od celotne teorije samo en majhen delček tega, kar bi se moralo sprejemati. Boste odgovorili, da ste šli na najlažji ukrep, željo po pobiranju parkirnine, zgolj to, ne pa celostno reševanje problema. Glejte, mogoče samo, da se vrnemo na tisto, kar je gospod Fajs dejal. Ni povedal, da smo vzpostavili 100 novih parkirnih mest, da smo zdaj z odprtjem stanovanjske soseske nove za socialna stanovanja javnega stanovanjskega sklada pridobili še 75 dodatnih mest, kjer se zdaj z skupino, ki je bila formirana strani četrtne skupnosti Golovec in naselja Štepanjskega naselja, dogovarjamo, dve možnosti sta, ali celodnevno parkiranje za stanovalce v teh garažah, ali pa druga možnost, da umaknemo pač uporabnike strani mestne občine Ljubljana, ki uporabljajo šole, četrtna skupnost in njim damo te prostore, sprostimo 75 mest na zunanjih površinah, tako se lahko pridobi potem še nočno parkiranje za dodatnih 75. Tako da ni bilo, da nismo nič naredili, skratka, zato pravim, da je to malo zavajanje. Po drugi strani, včasih se tudi našim mestnim svetnikom, pa gospod, ko se mi zdi, da včasih je fajn, da bi mogoče še malo ozadja se kdo potrudil razumeti, pa širšo sliko videti, zakaj gre. Zdaj, kar se tiče teh konkretno, teh novih vozil, ki bi lahko prišle, pa so možne, se dela že ves sistem, pripravlja projekt rumenih pasov, ki je seveda omejen zaradi ulic, ki so ožje, lahko na vpadnice, ko jih prenovimo, zdaj vsaka nova vpadnica, ki jo prenovimo, dobi zeleni pas. Hkrati se dela pa na sistem semaforiziranja, ki se imenuje krokodil, ki bo omogočal, da bojo ta vozila imeli prost prehod, kljub temu, da bo neka gužva. To se dela z roko v roki, ne gre pa to čez noč, ker je pač potrebno tudi zaledje narediti, treba je pogoje vzpostaviti. Kar se pa tiče parkiranja, to, kar ste vprašali, lejte, v letu 2025, gospod Feratovič to sigurno ve, ker je prebral zaključno poročilo računsko, mesto redarstvo je pobralo 3 milijone evrov za vse, ni samo za parkiranje, to pomeni tudi
hitrost in tako naprej, kar je Kazni. večinski del, a ne, kar predstavlja manj kot 1% proračuna. Za dovolilnice pa smo zaračunali približno 500 000 evrov, kar pomeni pa 0,12%. Torej, ne moramo reči, da s tem denarjem, takrat, ko je bil pa ukrep, začetek ukrepa v Štepanjskem naselju, se je pa pobralo za 6 000 evrov parkirnin, kar pač v proračunu mestne občine sigurno mora reči, da to mestna občina bogati od tega, ampak je pobiranje parkirnine ukrep, da se zmanjša naval tistih, ki tam ne stanujejo ali pridejo na obisk ali da lahko 2 uri plačajo po 0,70, ne, zato da so neki obvezani, ne morejo cel dan pustiti, ker pač morajo potem nazaj priti ali plačevati. In zato je ta ukrep, ne pa za stanovalce. Pa še to mogoče, kar je rekel gospod Feratovič, nekaj teh primerov je res bilo, ni bilo pa množično. Ampak so bili primeri, ko je nekdo 3-krat pustil avto na zelenici in šele ta tretjič, ko so mu ga odpeljali, dober avto, več tisoč evrov je stalo avto, je potem nehal. Ni bil to, da ni mogel parkirati, ampak enostavno je parkiral, zato ker je bil on. Takih primerov je bilo pa zelo malo. Tudi mi smo se pogovarjali z ljudmi. No, očitno je bilo vendarle neko pomanjkanje dialoga med stanovalci in mestno občino Ljubljana. Če bi dialog bil, verjetno danes tukaj ne bi sedeli, ne bi bilo referenduma, pa se zdaj vrnemo oziroma začnemo pogovor še mečkan tehnično, da nam predstavite, kako poteka pravzaprav referendum, kaj ta referendum pomeni z občinske strani. To je referendum, ki ga zdaj organizira lokalna skupnost, referendum poteka samo v Ljubljani. Gospa Zupan Klopčič, povejte mi, s kakšnimi težavami ste se vse soočili pri organiziranju tega referenduma? Je vse teklo tekoče, vse teče tekoče ali imate kakšne težave? Ja, lahko rečem, da glasovanja, potek referenduma, vse poteka praktično tekoče. Zadeve potekajo po zakonski najnižji možni meji zakonskega roka, kar pomeni, da smo na časovnem roku 33 dni za izvedbo celotnega referenduma. Če to pogledamo številčno, Ljubljana ima trenutno julija, datum, ko ga potrebujemo mi za število glasov, ima 227 376 glasov. To je veliko volilno telo, se pravi 20% zavrnitveni referendum ima kvorum. Torej 20% ljudi, ki mora glasovati proti, je 45 476 glasov. To je prvi pogoj, toliko ljudi mora glasovati proti, da bi bil pogoj izpolnjen. Potem je pa še drugi pogoj, če je več glasov kot 45, se potem gleda, da mora biti tudi večina glasov proti. Teoretično lahko pride situacija, da imamo 45 476 glasov proti in je to odgovor na obe vprašanji. 45 proti, večina proti. Če je glasov več, se potem mora biti večina proti, da bi uspel naknadni zavrnitveni referendum. To je ena stvar, je pa zadeva izredno kompleksna. Moramo se zavedati, da Ljubljana ima ogromno število prebivalcev. In naše območje vodi 8 volilnih komisij. Če primerjamo to z državno ravnjo, ima država za isto področje in isto število ljudi 114 komisij. Kar pomeni, da se naše volilne komisije soočajo krat skoraj 10 časovnega pritiska in organizacijskega pritiska. Naša komisija je... Se rečem, da vas prekinjam, ampak vam je državna volilna komisija pri tem priskočila na pomoč, kakorkoli? Ali morate organizirati vse na občini sami? Žal, tukaj lahko rečemo, da smo popolnoma samozadostni. Država nam pomaga, kar se tiče volilnih imenikov in kar je zakonskih obveznosti, recimo dežurstvo na volišču, da nam volilne imenike, vse ostalo so pa nam zavrnili pomoč. Če primerjamo to z lokalnimi volitvami, mi uporabljamo za lokalne volitve program ISDVK, ki je namenjen temu, da se vnašajo rezultati. Mi smo zaprosili državo za uporabo tega programa, da se ga prilagodi za lokalni referendum, glede na to, da je to program, ki ga uporabljamo ob rednih volitvah, ki ga bomo tudi uporabljali jeseni, ko bojo redne volitve, vendar so nam zavrnili, tako da smo vse organizirali sami. Dajte mi povedati še, kdaj pa bodo znani potem rezultati referenduma? Rezultati referenduma bojo, se pravi 9. po koncu predčasnih glasovanj, bojo znani nekako okvirno glasovanje, koliko ljudi je
prišlo na volišče. Rezultat ne bo znan, ker se šele 12. po 7. uri odpirajo tudi škatle predčasnega glasovanja. Tako da rezultat referenduma bo znan po 7. uri, glede na število udeležencev, če računamo, da imamo 239 odborov volilnih, ki sporočajo rezultate centralni volilni komisiji, plus 17 volilnih odborov za predčasne volitve, je to številka kar velika in organizacijsko nekako par ur po zaključku, po 7. uri, mislimo, da bomo to zmogli. No. Na zadnje pri volitvah smo pred polnočjo, če se ne motim. Kdaj pa je bil nazadnje tak ali podoben referendum na lokalni ravni v Ljubljani in ali se, ne vem, če se spomnite vi, če ste že sodelovali takrat, je bilo kaj več pomoči strani Državne volilne komisije kot zdaj? Ja, v Ljubljani smo imeli zadnji referendum, je bil posvetovalni, to je bilo 2001, mene takrat še ni bilo. Je bil posvetovalni referendum za ali se ljudje, Ljubljančani strinjajo, da bi se uvedle četrtne skupnosti. In je bila večina za, tako da so se potem statutarno na nivoju statuta in poslovnika uvedle četrtne skupnosti, ki odlično funkcionirajo zdaj že 25 let. No, to je bil zadnji. Ostali referendumi pa zaradi napačnih vprašanj oziroma drugih stvari niso prišli do tehnične izvedbe. Je bil recimo razpisan referendum, pa potem ni bilo zbranih podpisov, se je zaključilo glasovanje, ni bilo vprašanje postavljeno v redu, da je sodišče pač prekinilo zadevo. Tako. Zdaj poteka predčasno glasovanje, ali udeležbe na tem predčasnem glasovanju že lahko kaj sklepamo, kakšna bo nedeljska udeležba? Nekako mislimo, da ne. Predčasne glasovanja še nikoli niso dale nekega, bom rekla, usporednega rezultata, ki bi lahko zrcalil potem končni rezultat. Nekako so predčasne še vedno namenjene ljudem, ki nimajo časa v nedeljo oziroma ki so bolj, bom rekla, bolj pripravljeni iti na predčasne volitve. Ljudje so navajeni tradicionalno hoditi v nedeljo in to je v bistvu, bom rekla, neka ugodnost, ki jo izkoristi niti ne toliko ljudi, kot bi mislili. No. Ne odstopa pa zdajšnja udeležba kaj več od siceršnjega povprečja na državnih volitvah? Težko rečemo, ker le imamo na lokalnih volitvah so 3, ne? Se pravi, se voli mestni svet, četrtne skupnosti in župan in je veliko bolj vsebina, ki veliko bolj tangira ljudi. Tako da tam je udeležba na predčasnih večja, ampak mislimo, da zaradi vsebine kot take, ne pa da mislimo, da to samo glasovanje v zvezi z referendumom je, ko bi rekla, mislim, da še vedno se ne razume točno vprašanja, kot je gospod podžupan rekel. Dajmo torej še enkrat to razčistiti, ker resnično imajo volivke in volivci kar težavo zdaj, kako glasovati. Kaj pomeni, če glasujejo proti, kaj pomeni, če glasujejo za, kaj to za njih, mogoče da bi z tega vidika povedali, kaj to za njih osebno pomeni. Tako kot sem že prej mogoče malo nakazala, kaj lahko pričakujejo zaradi svoje odločitve na referendumu. Ja, se pravi, ta večja slika je, da se občina poskuša polastiti parkirišč in zemljišč v soseskah, zato da jih lahko ekonomsko izkorišča. Kako si s tem odlokom pomaga pri tem? Kaznuje tiste, ki so postali lastniki po zvetlu. Zdaj na Nussdorferjevi v Štepanjskem naselju imamo primer, kjer je 402 stanovanjskih enot postalo solastniki 69 parkirnih mest. Za te ljudi zdaj občina smatra, da je parkirni problem rešen, ne bojo dobili dovolilnice in prve dovolilnice, če ne bo parkirnih mest, kar se v Štepanjskem zna recimo zgoditi, sploh ne bojo dobili. In ti zvetli postopki zdaj vznikajo vse posod kot gobe po dežju, ker ljudje opažajo, občina postavlja ob naših parkiriščih svojo infrastrukturo, jih spreminja v avant-car parkirišča, jih prodaja zasebnikom. In tako krči dejansko parkirno površino, zaradi tega ljudje sploh zahtevajo parkirišče nazaj. Valjda je lažje, če bi pač občina bila ta, ki upravlja za parkirišče, ampak ker je občina slab gospodar. In tle pač se gre za to. In če želijo zdaj ta parkirišče nazaj, morajo na referendumu obkrožiti proti. Drži. Tako. Okay. Povejte mi, gospod Feratovič, vam je kaj žal, da je ta referendum padel ravno v poletni čas dopustov? Seveda je iz ustavne prakse jasno, da
kakršnikoli demokratični postopki, da ni ugodno, da padejo čas dopustov, naprimer zato je tudi zbiranje podpisov za izvedbo referenduma po eni izmed ustavnih odločb nujno, recimo zunaj tega poletnega časa, ampak se še vedno z različnimi manevri to poskuša nekako zmanipulirati. Zdaj, jaz sem prepričan, da je na strani občine bila želja, da se izognejo scenariju, kjer bi se o tem vprašanju ali kateremkoli drugem vprašanju na referendumu odločalo tik pred lokalnimi volitvami. Zato smo padli v to obdobje nekega skrajnega roka, ko se še lovi, se pravi, te poletne počitnice uradno še niso nastopile in zdaj smo tu. To je odločitev bila na strani občine, da to na tak način izvede in seveda ima konkretne posledice. Tako kot ima konkretne posledice to, da se je umaknilo odlok, zato da se lahko potem govori, da se ne glasuje o ničemer, to, kar smo danes slišali. Torej, se mi zdi, da nas občinska stran, torej zagovornike tega referenduma, obtožuje neke manipulacije, ampak manipulacije prihaja tudi predvsem iz druge strani v tem delu, ko se govori o tem, da referendum ne odloča o ničemer, ampak spet pobuda je bila na strani mestne oblasti, da se ta odlok umakne in zdaj se širi propaganda, da je ta referendum brezvezen, kar seveda ni. Gospod Crnek, zakaj ste se pravzaprav sploh res odločili umakniti ta odlok? Ker poslovnik, takole pišejo pravniki Inštituta za ustavno pravo, da pravzaprav poslovnik mestnega sveta, to boste tudi vi kot pravnica verjetno znala razložiti, ne vsebuje izrecne določbe o umiku že sprejetega odloka. To je bila ena taka, res kot ste že prej rekli, pravna praznina. In torej, zakaj ste potem šli zaradi pritiska javnosti se vendarle odločiti in umakniti? Ko sem že prej, mi smo kot mestna občina že od začetka, ko so najavili zbiranje podpisov, vse smo delovali v zakonskem duhu in podprli vse akcije, ki so bile na strani mestne občine, da se je to začelo in smo tudi spoštovali vse, kar je bilo potrebno v okviru zakona o ljudski iniciativi. In zato smo potem, se nam je zdelo tudi prav, da če so izrazili tako željo, da če imamo to možnost, zato mi odmaknemo. Da bomo, to, kar sem rekel, da se ne bomo to, kar se danes pogovarjamo, da se o tem ne pogovarjamo, pa enostavno odloka ni več in delamo po starem odloku in smo zadovoljili vse tiste prve, ki so bile, kot je bila civilna iniciativa Štepansko, ki so se združili zaradi parkiranja. Ampak umaknete kljub temu, da tega umika poslovnik ni predvidel? Zato, ker je bilo pravno mnenje, da če nek organ, tako kot bi recimo gospod Fajs, ki je bil gospodar vloge za referendum, bi jo lahko on umaknil, če bi želel, tako lahko smo mi gospodari naših odlokov in jih lahko tudi odmaknemo, če smo jih tudi sprejeli. Vse to je logično, če se nam zdi. Tako da je pa še to treba povedati, ta odlok zaradi predčasnih sodniških aktivnosti ni bil nikoli objavljen. Torej sploh še ni začel veljati. In zato smo ga tudi lažje umaknili, ker sploh ni bil še v veljavi. Zato govor, da je bil v veljavi, pa da smo ga umaknili, ni bil v veljavi, ker so ga sodne uzance so ga predčasno zaprle z vsemi aktivnostmi, ko smo dobili sodno prepoved akcij. Torej je zdaj v bistvu za mestno občino vseeno, kako pravzaprav prebivalci, meščani glasujejo za ali proti, vam je to popolnoma vseeno? Popolnoma vseeno, zato ker itak ni več te materije. In kar ali bo za ali proti, ne bo nič vplivalo, ker tega odloka praktično ni več. Iz tega razloga se tudi niste odločili, da boste sodelovali oziroma organizirali referendumsko kampanjo. Vi ste se temu izognili oziroma ste rekli, da ne boste sodelovali. Da ne bomo sodelovali, ker smo s tem umaknili in povedali svoje stališče do referenduma, ki se ga ne želimo zaradi navedenih razlogov. Bi pa še to poudaril, da zakaj, ker je bilo rečeno, da bomo vzeli parkirišča v soseskah, pa to je res, se mi zdi. Kaj je zdaj to po vašem potem? Bom tako začel, že zdajšnji odlok, ki velja, zakaj smo to pravzaprav naredili? Zdajšnji odlok, ki velja, to omogoča.
vendar za vsako sosesko, ki bi jo dodali na prošnjo, lahko ali ne, bi morali odlok spreminjati in dodati to sosesko. Tako je bilo s Kosezami, tako je bilo in smo morali se prav dvakrat odlok odpirati in popravljati. In zato je bila potem ideja, da spremenimo odlok v tej smeri, da rečemo, da je možno v soseskah to delati, da ne bi vedno odpirali. To je bil problem. Ne pa zato, da bomo zdaj šli mi, ker vse soseske, vse bomo začeli še kaj drugega za početko kot to v Ljubljani. Zato pravim, da treba tudi to vedeti. Torej, strah Ljubljančanov popolnoma neupravičen po vašem? Neupravičen, če ne bo prišla želja iz posameznega dela Ljubljane, da bi se to želelo urediti. Vi pa menite, da ni tako, da strah Ljubljančanov je zelo upravičen? Bilo je jasno napovedano, da bojo Fužine, naslednja soseska za Štepancem, kjer se bo poskušalo to urejati. In zdaj nikjer ni ne duha, ne sluha o tem, ker je očitno, da se je župan ustrašil tega, ker je videl, kakšna je reakcija prebivalcev zaradi njegovih drakonskih ukrepov. In mogoče ena stvar, ki pač se tu zdaj problematizira, da tu ne gre za to, da bi se občina želela polastiti zemljišča. V Štepancu recimo od decembra 2020 teče zvetel postopek. Pogodba za gradnjo prostorov četrtne skupnosti je bila pa podpisana, mislim, da maja 2021, potem, ker so že vedeli, da ta zvetel postopek teče. Danes pa občina zahteva od sodišča, če se bo in najbrž se bo ta zvetel postopek končal nam v prid, da ustanovi predkupno pravico za tista parkirišča, ker bojo sicer izgubili uporabno dovoljenje. In na tak način občina spostavlja režim izvršenih dejstev in na to prihaja in pravi, ja, ni druge, pač mi smo zdaj zgradili večmilijonsko infrastrukturo in če nam vi ne date teh parkirišč, bo pač neuporabna, škoda bi bila previsoka. In res občina tle uporablja vse manevre za to, da lahko poseže v naš življenjski prostor in pač nam krati v bistvu kvaliteto bivanja. Ste želeli kaj odgovoriti? Ja, samo to, da zvetelj poteka že 20 in več let, to ni zdaj in pač seveda je bilo treba, ker to je bila družbena lastnina in je bil namen tega, da vse te soseske bloki pridobijo svojo funkcionalno zemljišče, kar je prav. O tem odloča sodišče, noben kaj bo zdaj dobil nazaj ali ne, ampak takrat je zemljišče njihovo. Če bi se te postopki na sodišču malo pohitrili, verjetno takih ampak glejte, toliko jih je in toliko traja, ne more se pohitriti. Mi smo v kakšnih zadevah probali pohitriti in ne gre pohitriti. Po drugi strani je pa tako, da po zakonu o stvarnem premoženju more gospodar vestno upravljati s svojim premoženjem. In tisti, ki je takrat pač, bom rekel, na vrhu, torej župan, katerikoli župan, mora s tem delati v okviru dobrega gospodarja in ne more kar oddajati. Tudi brezplačno ne sme nobenemu dajati, po zakonu ne sme. In kdorkoli bo tudi mogoče od njih župan, tega ne bo mogel narediti, ker ne bo smel, ker bo v prekršku. Gospod Feratovič? Ja, glede pohitritve pravnih postopkov, kar sem se pogovarjal z pravniki, tudi z nekaterimi nekdanjimi sodniki, je občina med glavnimi krivci, zakaj ti zvetel postopki toliko časa trajajo, ker serijsko vlaga pritožbe. Torej, to so tudi večinoma pritožbe copy-paste, se pravi kopije. Mislim, da mesto da več kot 1 milijon evrov na leto za pravdanje, za točno te postopke. In torej občina je v resnici tu zaviralec. Zaviralec, ja. Torej nekako nastopate proti lastnim občanom, kot obnašate se kot nek kapitalist, nek veleposestnik, ki si pač ne razmišlja v tem, da se gre za skupno upravljanje zadev, ampak specifično za nek svoj lasten interes. Vi odgovarjate spet verjetno, da ravnate kot dober gospodar. Veste, kako ta postopek poteka? Ko se vloži zvetelj, potem pride sodni izvedenec ali izvedenka na mesto, ki ga določi sodišče. Oni imajo že svoje. In potem se ogleda na terenu in potem sodna izvedenka nekaj določi. Vendar sodna izvedenka ali izvedenec pač običajno, ne bom rekel, da ne, ampak običajno se dogaja, zato imamo te pritožbe, da ne pogleda zgodovine delovanja tega območja, ampak reče, tole pripada, tole ne pripada, to smo zmerili. Kaj se zgodi? In naenkrat v zvetelj noter pride otroško igrišče, ki ga pač mi urejamo. Ali pride nek park, ki ga mi urejamo. Ali pride, ker zelo različne so te zvetli po Ljubljani, zelo različna ozemlja so.
In zato, seveda, kar mi urejamo, kar mislimo, da je tudi dobro, da bomo še naprej urejali, takrat damo pritožbo. Seveda, zato, ker se dogaja, da ko pa dobijo nazaj ljudje, niso tako organizirani, kot so oni zdaj vsi organizirani. Imajo po 15 upravljalcev tistih skupnih stanovanjskih skladb in ne morejo priti do istega konsenza, ko kdo bo zdaj, in potem to začne razpadati. Potem pa ljudje kličejo na mestno občino, da bomo to uredili, da je za otroke nevarno. Različni so ti primeri, zato je pač vsak primer treba posebej obravnavati in ne splošno govoriti, ker se dejansko pridružujemo tam, kjer vidimo, da je javni interes lahko ogrožen s tem, ker se bo izvedel nekako določil, pa po našem mnenju nepravilno. Gospod Fajs, je ta referendum zdaj tudi na nek način lahko tudi referendum proti županu Zoranu Jankoviću? Ga lahko tudi tako razumemo? To je opozorilni referendum zaradi njegovega postopanja, definitivno. Ampak ja, ni referendum proti županu, ne govorimo o rdečem kartonu, govorimo o rumenem kartonu. Zdaj ste županu podelili koliko rumenih kartonov, dajte spomniti javnost. 5, pa mislim, da še 2 imamo na zalogi. Tako da, ja, pač mi res upamo, da župan, da si vzame končno k srcu, da si odmaši ušesa in prisluhne prebivalcem. Ker ni prisluhnil vse od začetka leta, lagal in zavajal je, najprej glede števila parkirnih mest, ki so na voljo v Štepancu, glede števila stanovanj, ki so v štepanskem naselju. In ta praksa se je skozi nadaljevala. In tudi, ne vem, recimo prej, ki gospod Crnek omenil, da so dodali 100 parkirišč. Ja, dodali so jih. Po 1 mesecu in pol, ker parkirni režim že traja, ker je bilo napisanih za skoraj 40 000 evrov kazni, mi smo mogli njih prisiliti, da so dodali ta parkirišča. In meni se zdi tle res neiskreno govoriti o vseh stvareh, ki jih je občina naredila, ker karkoli je naredila zaradi tega, ker smo pač mi ustvarili pritisk in pač jih prisilili, da dejansko stopijo prebivalcem naproti. Zdaj, če na referendumu uspete, vi kaj pričakujete strani mestne občine, da se boste usedli za skupno mizo, boste iskali skupne rešitve? Kakšne načrte imate? Ja, mi upamo, da občina bo pač pripravljena se usesti za skupno mizo, ampak dejansko z namenom, da se stvari razrešijo. Zaenkrat imamo slabe izkušnje, zato ker smo imeli zbor v Štepanskem naselju, se pravi zbor občanov, kjer so občani povedali, katere vse ukrepe bi želeli, da pač občina realizira ali pa jih pomaga realizirati. In potem je se zgodil sestanek z županom, kjer je bilo samo enostransko povedano, nič od tega ne moramo narediti, mogoče eno malenkost tu in tam, tako drobtine, ampak stvari, ki pa bi dejansko pomagale, ki so tudi v tem poročilu, na podlagi katerega se je uvajal parkirni režim, ne, to pa ne bo možno. Tako da, če se ta viža ne bo spremenila, bomo seveda rabili zgraditi še več pritiska, upamo pa seveda, da župan tokrat končno uvidi, da njegov način postopanja ni tak, lahko tu dolgoročno funkcionira. Bližajo se lokalne volitve, gospod Feratovič, vi ste tudi med kandidati za župana, torej ste proti kandidat gospodu Jankoviću. Ali si upate napovedati, da toliko ljudi, kot bo zdaj glasovalo proti omenjenemu parkirnemu odloku, bo na volitvah glasovalo tudi proti županu Zoranu Jankoviću? To je predvsem referendum proti določenemu tipu politike. Mislim, da je to referendum proti dvoličnosti oblasti, tudi proti aroganci oblasti. In na koncu, ko pogledamo, se je toliko nezadovoljstva v tem mestu nabralo, ravno zato, ker se ljudje počutijo na nek način izigrane. In seveda bi si drznil napovedati, da bo to tudi referendum o podpori, torej trenutni oblasti, torej koliko ljudi jim še verjame po vseh napakah, po vseh aferah, po vseh težavah, ki so se v tem mestu nakopičile. Bi pa recimo izpostavil konkretno v tem primeru, ko gledamo ta referendum oziroma tudi pač režim, da povežem z prometno politiko. Ko smo gledali, zakaj mesto ne želi ponovno uvesti naprimer nočnih linij avtobusov, je bilo v obrazložitvi strani mestnega oddelka navedeno tudi, da je težava varnostna situacija, torej kdo bo zagotavljal varnost na teh avtobusih. Potem nekaj mesecev kasneje pride odlok, ki pač pravi, da se uvajajo kazni za nočno parkiranje, se pravi, da ni težave v tem, da se
pošilja okrog redarje, da pač pišejo kazni, ne, in redarji recimo so en del zagotavljanja tudi reda v mestu, ne, in ni zanimivo. Ne. Torej, ko je treba ljudem pisati neke kazni, ko je treba pobirati denar od njih, ni težava takoj zagotoviti kader, da se to izvede. Ko pa del občanov prosi, da se jim uveljavi neka javna storitev, ki bi jim pomagala, da jim ni treba iti domov s taksijem, ali pa na koncu dneva tudi ta dva ukrepa sta zelo povezana. Ne? Če imaš ti pač nočno parkiranje, pa nimaš, pač se pravi, nimaš kaj parkirati po noči, greš pač z avtobusom. Ampak ne moreš, ker ga ne želijo uvesti. In tu se vidi ta dvoličnost in to je to, o čemer govorim. Ste bili neposredno nagovorjeni zdaj še s tem problemom, gospod Crnek, boste kaj odgovorili, nočni avtobusi, zakaj jih ni mogoče uvesti, pa potem tudi vam vprašanje o tem, ali je ta referendum zdaj tudi že nek lakmusov papir za izid na lokalnih volitvah. Ja, zdaj za nočne avtobuse sta dve, ena je mogoče malo manj pomembna, ker to lahko uravnava mestni svet ali pa proračun, torej to je, če imaš ti na nočnem avtobusu dve osebi, pa se to prevaža, ne vem, 2 uri, a ne, verjetno res ni, ker tudi javno podjetje, potniški promet mora poslovati pač pozitivno, ne, tudi podjetje ni. Drugo pa je bila tudi težava, ne, v to, kar imajo vsa evropska mesta v številu voznikov. Ne. Ti rabiš tudi voznike za to in dej, če so, če pa jih je premalo, pa je pa tudi lahko to problem, tako da ne gre za to. Ampak zdaj se že nekaj časa, spet se to govorim, zato ker vedno pridemo na neka dejstva, ki so zdaj, ne, tako kot zdaj, ko je rekel gospod Fajs, ne, vse se zdi, ker se dogaja, odkar je on prišel. Ne? Ampak vedeti je treba, da tudi s to parkiriš se ne more kar zarisati. Je treba narediti prometno študijo, skratka, je to nek proces, ne, ki traja. Tudi imaš neke zakonske, koliko časa lahko traja eno, drugo, tako naprej. Tako da ne moreš ti čez noč nekaj narediti. Ne? Oni mogoče lahko sami narišejo čez noč na svojemu, če želijo. Ne moramo pa mi posegati v nek javni prostor brez nekega načrta, brez neke usklajenosti. To traja čas, ne? Zato je bilo toliko kasneje, je bilo pa napovedano in se zato sploh lahko naredilo. Tako da, kar se pa tiče teh linij, se pa zdaj tudi, kot sem že prej rekel, linije se posodabljajo, načrt posodabljanja, rumeni pasovi in pa projekt Krokodil, da se bo pač tudi to umestilo in potem tudi ugotovilo, kje lahko pa nočne linije izvedemo, kje so potem primerne, kako se bo to navezalo na pač mogoče te večja vozila, ki bojo, skratka se to zdaj tudi pripravlja. Ne. Kaj pa to vprašanje glede referenduma kot lakmusovega papirja za prihajajoče lokalne volitve, ali je to referendum proti obstoječemu županu? Ne, seveda je to zanimivo vprašanje, gotovo je to nek lakmusov papir za naprej, vendar če gledamo tudi rezultate iz prejšnjih volitev, je sigurno vsaj toliko ljudi tudi takrat ni volilo gospoda Jankovića in pa pač ne. Tako da teh 14,000 ljudi, ki je zdaj, so pač samo združeni v neko skupino, kjer se je začelo to nezadovoljstvo, pač kot je rekel gospod Fajs, pripenjati na problem parkiranja v Štepanjskem naselju, ne, ker naenkrat se je to potem, in je sigurno to ene vrste tudi predvolilna kampanja, ki pa bo pokazala, nekaj bo pokazala, za vse bo to nek pokazatelj tudi za našega župana. Koliko bodo znašali stroški tega referenduma? Že imate določene stroške, že imate verjetno, kakšne pa so? Ja, stroški so ocenjeni nekje na 960,000 evrov pač. Bi bili pa nižji, seveda, če bi dobili tudi kakšno pomoč strani Državne volilne komisije. Kot sem razumela, ste morali vi za te volilne skrinjce sami zdaj najeti prostore, to bo vse krila. Stroški zajemajo tako ljudi kot prostore. Moramo vedeti, da to je zelo velik aparat. Mi imamo, se pravi, samo volilnih odborov imamo 239, 17 odborov imamo za predčasne volitve. To pomeni, vsak odbor je 6-članski, razen 3 so 10-članski. To so 2 izmene ljudi. Se pravi, vseh prisotnih je več kot 1500, samo na dan glasovanja v nedeljo. V zadju, v zaledju potekajo ogromno stvari, strokovnih.
Vse prostore smo mogli sami najemati, to so najemne pogodbe, to so tiskarne, je tisk, oblikovanje materijala. Stroški v bistvu predvsem so znižani, zato ker država limitira stroške. Država veže stroške za izplačila na svoje predpise in sicer na državni nivo. Stroški se limitirajo na 100 tisoč prebivalcev in Ljubljana z 227 tisoči prebivalci je stroškovno na nivoju, kot bi imela 100 tisoč prebivalcev plus dodatek za številčnost. Tako da mi operiramo, bom rekla, z stroški kampanje. Država ima za podobno območje, približno bi stal referendum 6 milijonov. Če bi upoštevali državni nivo, državne stroške, državna izplačila, ki bi jih sorazmerno povečali na 937 tisoč volivcev. Tako da 960 tisoč je nekako ocenjeno in upamo, da pač ne bomo šli čestno. Za konec vas samo še prosim, da nagovorite volivke in volivce, s čim jih boste prepričali, da bodo dali glas proti. Mislim, da zdaj že imamo kar nekako etablirano logiko. Če se ne strinjate z načinom udejanjanja mestnih politik v mestni občini Ljubljana, pejte še danes in jutri na predčasno glasovanje, sicer pa v nedeljo glasujte proti novemu parkirnemu odloku in pokažite županu rumeni karton. Gospod Feratovič. Tudi jaz se pridružujem temu pozivu. Glasujte proti tej zgrešeni parkirni politiki, proti aroganci oblasti in ta referendum jemljete kot priložnost, da si mesto na nek način vzamete nazaj. Kako komentirate to vse skupaj vi, ki se seveda ne vpenjate v referendumsko kampanjo, pa ste rekli, da vam je za rezultat praktično vseeno. Kako boste meščane prepričali, da ne obstaja v Ljubljani ta način šerifovskega vodenja, proti kateremu se zdaj tudi pobudniki referenduma borijo? Mogoče samo dve misli. Ena je ta, da pravzaprav tem, ko poslušamo, da ta program, ki se zdaj izvaja v Ljubljani, je bil potrjen na volitvami pred 4 leti, da bo zdaj nove volitve, bo tudi nov program, pa če bo v redu Ljubljančano, bo v redu. Drugo pa, da tudi mi smo kar precej na terenu, župani na terenu ves čas zaradi takih in drugih stvari, ki jih je treba urediti, in nekako vidimo, da na terenu je še vedno veliko podpore tako njemu kot razvoju Ljubljane naprej, tako da pravzaprav mi čakamo na volitve. Torej, udeležite se referenduma, glasujte po svoji vesti. Hvala, ker ste nas spremljali in nasvidenje do prihodnjič.